Dober večer, drage obiskovalke in dragi obiskovalci. Čakali smo 2 leti in kakor pravi slovenski pregovor, kdor čaka, dočaka. Pred nami je končno koncert Francetovih orgličarjev. Francetovi orgličarji, aktivni člani Kuda France Koblar, ki že več kot 7 let igrajo in nastopajo skupaj, povedo takole. Zgoščenka s 17 skladbami je nastajala v letih 2019 in 2020, predvsem iz nagiba, da ohranimo to, kar smo ustvarjali doslej. Ker imamo radi naši dolini, smo želeli to izraziti tudi v pesmih, ki smo jih umestili v naš repertoar. Na Zgoščenki prevladujejo Avsenikove pesmi, katere imamo zelo radi in katere tako lepo opivajo lepote naše domovine. In tako je nastala naša Zgoščenka z naslovom Tu smo mi doma. Predstavitev se nam je končno zgodila po 1,5 leta od izdaje CD-ja, zaradi covid razmer, ki niso dovoljevale druženja. Da bi bil dogodek kar se da lep, smo danes povabili medse naše prijatelje iz Poljanske doline, sopranistko Mojco Slivnik iz okolice Bleda in mlade glasbenike iz obeh dolin, Marijo Šubic, Nežo Močnik in Jerneja Oblaka. Francetovi orgličarji so nam uvodoma zaigrali skladbo iz filma Cvetje v jeseni, sedaj pa nam bodo zaigrali še 2 Avsenikove skladbi, Čakala bom in Večer na Robleku.
Naš koncert ne povezuje le glasbenikov dveh dolin, pač pa tudi glasbenike mlajše in starejše generacije. Z nami sta Marija Šubic in Neža Močnik iz Železnikov. Marija Šubic je v glasbeni šoli Škofja Loka obiskovala violino pri profesor Katji Marinič. Po osnovni šoli se je vpisala na konzervatorij za glasbo in balet v Ljubljani, kjer trenutno obiskuje 3. letnik in igra violino pri profesor Žigu Branku. Neža Močnik obiskuje 3. letnik srednje vzgojiteljske šole v Ljubljani. V glasbeni šoli Škofja Loka je pri profesor Katji Marinič igrala violino, trenutno pa obiskuje 3. letnik sola petja pri profesor Marti Močnik Pirc v Zavodu svetega Stanislava. Zapeli in zaigrali nam bosta pesmi Pojte, pojte, drobne ptice in Luštno je Vigred. Rađeni
skrita v Loško pogorje, je Sevška dolina. Vse oddavčena vzgor je razlita tišina. Se z Lubnikom začenja, z Racitovcem jenja, ko v bregove se spenja 100 vasi. Pot skozi praprotno pelje, mim Bukovce v Ševlje, z vrha Mohorja, križa, so Sevca še bližja. Od Miklavža so znani razgledi prostrani, tam na gričih postani lepot se navži. V dolini je med gorami še zdravje doma. Brž se predrami, veselega srca. Na pot urno zdajle z nami, le malce hoda. Vsak se rad v Sevško dolino poda. Pred železniki cesta na Dražgo še vodi, kjer še pričajo mesta o naši usodi. Še veselo v smučino na Sorško planino, za slovo pa na vino, nazaj na Prtovč. Tako se glasi besedilo skladbe z naslovom Pozdrav Sevški dolini, katero sta uglasbila Slavko in Vilko Avsenik, besedilo pa je napisal Marjan Stare. Zaigrali jo bodo Francetovi orgličari, ki bodo svoj samostojni del nastopa zaključili še s pesmijo Marjana Urbanije Ples metuljev.
Naslednji glasbeni gostje prihajajo iz Poljanske doline. So vokalna skupina in ansambel v eni osebi. Značilnost njihove glasbe je predvsem ta, da so vse pesmi napisane v domačem poljanskem narečju, s čimer so postali prepoznavni tudi v okoliških krajih. Ker pa na Sevškem nikakor ne obvladamo poljanščine, jih prosim, da naj se kar sami predstavijo in napovejo, kaj so nam pripravili za nocoj. Dober večer. Med drug smo pa študenti. Gospa ni upala prej povedati, bom pa jaz. Že v čas, ko smo bili mladi fanti, smo se zbrali in tak čudni mi smo dali zgleda, da bomo mogli sami govoriti, kaj beden neče. V glavnem, danes vam bomo zašpilali par lepih komadov. Ta prva je Zelena trava, tam prbajt. Mar pogleda, kot je dama, vidim fotra, ker že zjutraj drva sjeka. Ena sestra je še vsa od mlijeka, druga tam zavodla mlijeka, pos je pa ljevu zelena trava, tam prbajt. Ena sestra je še vsa od mlijeka, druga tam zavodla mlijeka, pos je pa ljevu zelena trava, tam prbajt. Končno pride von še mama, zastremjem pa danes ni sama, gleda vame, ker te tele v nova vrata. Od vse sivost zarašen, ni čuden, da je še pos preplašen, kaj je, kar ljevu zelena trava, tam prbajt. Od vse sivost zarašen, ni čuden, da je še pos preplašen, kaj je, kar ljevu zelena trava, tam prbajt. Naša trava ni karena, zato bom jaz vmes še kejšna riječ po sadu. Preden se ja bom kosit navadu, ja bom cela raj po kagu bol, se pa v ljevu zelena trava, tam prbajt. Preden se ja bom kosit navadu, ja bom cela raj po kadu bol, se pa v ljevu zelena trava, tam prbajt. Tistim pride mi še cilka, bivša punca za kobilka, je sem čekala pa se krpala po nosu.
sem pol šel mir, po kosu palil, dol zelena trava, tam plavaj. Čez en cajt sem se jako milosil, te sem pol šel mir, po kosu palil, dol zelena trava, tam plavaj. Tokle je čas, ki prideš domov. Zdaj, ja si zarašen na njez, ustraša se te tok, ali pa drugače, če te dolg ni bel. Zdajle, ta naslednja bo pa na taka mičken beloštariska, namejna na kakšna kelnarca, tle skor sigurnje. Ponavadi taka, bel pred konc pojema, deljama pa kar vmes, ker ni videti ben hašanka tle bliz. Dej parnes še en litar. Parta belih, drug zaveden partizan. Tretji lep, kakejšna rožca, ta četat je rosu stran. On se doma neč kregal, kok je bel, pa kej bo še, je že preveč bel povedan, mal je res velik tudi. Dej parnes še en litar na miza, čim hitrej, da prej boš prej. Za nazaj boma grehe pobrisal, zdaj pa gledama naprej. Vseh sort sva se navzdol, 5 minut je že okol. Dej parnes še en litar na miza, se sva že igrat še bolj. Drug je ratu strašen suk, rezal se je priden deluc, ta četat je življenju. Čas se najde kejšen čuden, da naviš likam ga dal. Zdaj se likle znam za miza, jutar bo za šankam stal. Dej parnes še en litar na miza, čim hitrej, da prej boš prej. Za nazaj boma grehe pobrisal, zdaj pa gledama naprej. Vseh sort sva se navzdol, 5 minut je že okol. Dej parnes še en litar na miza, se sva že igrat še bolj. La 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 la. Zdaj pa epilog. Očim pride še ta glav, ker nosega polhna red. Men več ga ne posluša, vsak posebej ga je set. A vse
naš tamal tajkun. Dej parnes še en litar na miza, pa še ne bo cel račun, pa še ne bo cel račun, pa še ne bo cel račun. Ko vas je veliko razmeroma mladih, verjetno ne veste, koliko je bilo pa vojakah včasih. Zdaj boste izvedeli. Ženske najbrž vejo, ko se nam deci damo pisali vsak ta drug dan. Aj tok. Ne vem, če je. V glavnem, tale komad pa govori, kako smo se med drug fjakali dol po Vojvodin pa dol po Skopju leta, ne vem, kjerega že v JLA. Pa ne narobi, zdaj kdo misli, da pa so bile, pa niso toliko stari. Ja, počas nam greja leta, zato. Saj boste slišali, koliko je Če smo še danes študenti, pol veste, koliko hitro nam greja leta. Sred poletja, ene lepe nedelje, na postaji je gužva ratala. Vsi čakali smo, da vlak prpejle, preci nas je šel v JLA. Cel čas tu sploh ni bil vprašajne, a bi šel ali da ma bi ostal. Mene sam poslal ko dol v Tuzla, Tam preživel sem en let pa pol. Tvoj ta prvi dan za nas ostrigel, da malak tudi z bajke ne bi šel. Da za nam še stare uniforme, škorni njesa vel ne vem uprav. Pa počas smo vsega se navadili, fantje z cele Jugoslavije. Za korajža še do je parnisu, ena barva srpske rakije. Kara Petrovič je bil loščačka, Jovanovski gor z makedonskih skal. Tam na kapi pa ena huda mačka, cele noči sej nam odje sejnal. Aljo Bosna pa šla mrzla zima, v kantin se je kalil tobak. Za ta pridne hejšin dan dopusta, men sa dal šestit za tovarnak. Kile sa vsem kar gor letjele, na terenu je kuhna laufala. Osta zadnje sarade žvargoljele, melodije strica Pasula. Kara Petrovič je bil loščačka, Jovanovski gor z makedonskih skal. Tam na kapi pa ena huda mačka, cele noči sej nam odje sejnal. Tok smo ratali malene bande, glik zato tudi nismo dolg čakali. Mal je prišel do prekomande, na stražo Pitola sa nas poslal. Pol pa Skopje, Tetovo pa Ohrid, polna luna pa kuj je bil spet maj. Da ti vidiš, kaj smo vel veseli, ker v Tuzla prišli smo nazaj. Kara Petrovič je bil loščačka, Jovanovski gor z makedonskih skal. Tam na kapi
huda mačka, cile noči sej nam odnje sejnal. Očn paršu je ta zadnji teden, po kasarn, ke džombe smašneval. Gušterje sva za uši sa vlijekli, namest nas sa papuke pucal. Posta cajn me je pa neki matral, zaradi nje sem loži bil nastal. Glik za to, da bi se ji zahvalil. Zajdna noč na kapi sem prespal. Petrovič je bil goščačka, Jovanovski go z makedonskih skal. Tam na kapi pa ena huda mačka, cile noči se nam odnje sejnal. Kara Petrovič je bil goščačka, Jovanovski go z makedonskih skal. Tam na kapi pa ena huda mačka, cile noči se nam odnje sejnal. Cile noči se nam odnje sejnal. Cile noči se nam odnje sejnal. Evo, tisti, ki do zdaj ni vedel, kako je bilo JLA, zdaj pa ve. No, zdaj pa še naša zadnja skladbica, ta je pa namenjena prečudovitim spoštovanim damam. Naslov je pa Ženske. Če se v slučajn kjera najdla not, nič nam madjal. To je zgorla ključje. Cajt je vroče, kolik pa zjebe, nekoj ne rata nam, ne bebel prav. Se radi krijaja, šiz brez potrebe, ni čudn dejče kaj tudi je všel. Če je kaj novega, ne nehaj debatirat, sa pa ta parme za kaj zakomplicirat. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Baltazar, pa nej bo doktor na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga mahaja, da čisto pamet znov prevrat. Če si prezgojen, se hikar ti naredi, da kjer ga najdeš v lastnem bajt. Če si prekosen, no bolj ti pa sledi, in boš poslušal še kar en cajt. Nekud si hodil, a jutr boš pa doma, že tok snerevo po cele dneve sama. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Baltazar, pa nej bo doktor na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, devčinska pamet znov prevrat. Se dobeja, pa govoreja, ke te prebrale, že davžen mi. Če kejš na kej bi narobi djala, sam pa sposobne bit,
pol leta tih. Preznek ne morma v svet se koj potlopu, sam kaj bedal, tebe ženske lok zastopu. Pa nej bo Einstein, pa nej bo Balthasar, pa nej bo doktor na kvadrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, ker ženska pamet znov prebrat. Na svet ni majstra, ni tajga maharja, ker ženska pamet znov prebrat. Hvala lepa. Na vrsti je Jernej Oblak, maturant gimnazije Škofja Loka in odličen glasbenik ter član skupine Francetovi Orgličarji, ki bo nastopil samostojno skladbo Valse Karesante. V nadaljevanju pa se mu bo pridružila naša naslednja gostja, pevka Mojca Slivnik, sopranistka iz okolice Bleda, ki se bo predstavila s pesmima Čez zelene trate in Po jezeru bliz Triglava, seveda ob klavirski spremljavi Jerneja Oblaka. Nato se jima bodo pridružili še ostali člani skupine Francetovi Orgličarji in skupaj zaigrali in zapeli Poljansko dolino ter ljudsko Podrožnato planino.
mišljena, da jo pojem solo. Potem sem pa ugotovila, da je gospa Olga rojena pevka in si zasluži duet te pesmi. Tako da, ko bo končan, prosim za en velik aplavz za gospo Olgo. Zapel Poljansko dolino. To bo pa moj krst. Poljanska dolina
uspelo je, tako da sem kar malo ponosna nase zdaj. Modulacija me je malo hecala, pa sem pa hotela z njo začeti, pa to ne bilo prav, ne. Sedaj pa smo mi pripravili še eno skupno pesem. Gospe tako čudovito igrajo orglice, da sem bila brez besed, ko sem jih slišala. In bomo skupaj zapele eno slovensko lepo narodno, tako da se bojo lahko predstavili tudi v tej vlogi, tako da to so vse stranske glasbenice in ljubiteljice vse splošne glasbe. En velik aplavz za njih. Z nocojšnjim programom smo že skoraj pri koncu. Preden pa čisto zared zaključimo, prosim vse nastopajoče, da še enkrat pridejo na oder. Mojca Slivnik je že tukaj. Šubic
Urša Močnik. In seveda študentje. Tu smo mi doma, je naslov nocojšnjega koncerta. Tu smo doma, na prelepi deželi. Zapojmo torej skupaj hvalnico temu prečudovitemu koščku naše domovine. Najboljša publika ste. Na koncu se moramo zahvaliti še našim sponzorjem, ki so pomagali pri izvedbi nocojšnjega koncerta. To so Občina Železniki, Domel, A+, Gostilna pri Slavcu, Mebor, Tris, Vrtnarstvo Stanonik, Nika Šiv, Loška zadruga Trgovina Češnica, Kovino-strogarstvo Kemperle, Cvetličarna Mohorič, Cvetje in darila Klavdija, Romana Debeljak, Priprava in razvoz hrane Igor Marin, Gordana Cvič. Prav posebna zahvala pa je namenjena Mariji Plešec in Martini Šmid, ki sta poskrbeli, da je oder okrašen tako lepo in to z domačim cvetjem.
obiskovalke in obiskovalci, da ste se nam nocoj pridružili. Skupaj smo preživeli en lep večer. Naj vam naše slovenske pesmi, ki smo jih slišali nocoj, še dolgo odzvanjajo v ušesih in božajo vašo dušo. Lahko noč. Mislim, da delim mnenje vseh, da se moramo zahvaliti vsem nastopajočim za res prijeten večer, da so nam z glasbo, s petjem pobožali našo dušo. En lep aplavz res vsem. Seveda so pa ta glavni tlele Francetovi orgličari. Ali pa orgličarke, imajo pa enega fanta tudi vmes, ne? No, verjetno si France pokojni ni predstavljal, da bo iz skupine pred leti, ko so se odločili, da poskusijo z orglicami, z ustno harmoniko, nastalo tako lepo igranje. Seveda pa to ni šlo kar tako. Tamle zadaj v dvorani čist sedi in gospod Hrovat. To je tisti, ki je zasejal ta način igranja na ustno harmoniko. Ne vem, gospod Vladimir, ste še tamle? Če ste, bi prosil, če bi vstal. Zato, ker on je tisti, ki je veliko pripomogel, da imamo danes kar 3 orgličarske skupine. Francetove orgličarke ali pa orgličarje, poljanske orgličarje in pa loške orglice. Tle v tako majhnem koncu, ker na orglice so že včasih igrali, samo tole igranje je pač malo drugače zahtevno. Posebej se mi pa zdi, da se pa moram tle zahvaliti tudi gospodu Teranu, tudi tamle je v dvorani, Jože, kar vstan korajžno, to je tudi avtor Poljanske doline, melodija je njegova, včasih je bil vodja oglarjev, ki so veliko igrali tle na našem koncu in on je kar nekaj priredb za orglice tudi pripravil. No, žal gospoda Urbanije ni tule med nami, to je iz Mengša in gospod, ki je pa tudi ravno tako zaslužen kot ta dva, ki sem jih prej omenil. No, Olga, prid malo bliž, no. To je pa moja soseda, veste, zato je se Olga je potem prevzela vodenje te skupine, njen sin, ki je igral na klavir, ki je bil prej še takle, ki so začeli, ne, da je pa že večji, ne. No, ampak še to moram povedati, on je najboljši matematik v Sloveniji tudi. Ne samo, da ga ne igra. Je odlična odlična. In je pred kratkim dobil posebno priznanje, to sta mami pa sin. No, Olgi pa mislim, da moramo še nekaj biti hvaležni. Ona pravzaprav s to skupino, oziroma cela ta skupina povezuje Škofjo Loko, Poljansko dolino in Sevško dolino. Upam, da tlele, ker je bilo tudi kar nekaj poljanskih melodij, da ne boste zamerili, ampak tista Avsenikova od začetka, Sevška dolina, je bila pa tudi lepa. Olga, tele rožice so z domačega vrta, jih nisem tlele v železnikih, ki je na trgu. Lepo dišijo, tebi izročam, čestitam pa seveda še posebej orgličarkam. Jernej, ti si pa zdaj tudi polnoletni, jel?
Če ste pa imeli vajo, pa če ne boste mogli popiti, pa samo pokličite. Ja, Jožetu se tudi jaz lepo zahvaljujem. Mislim, da ima tudi on zelo velik zaslug za to, da mi danes tukaj igramo, pojemo. Samo sam je tako skromen, pa tega ne pove. Imamo ga pa zelo radi, tudi na naše vaje večkrat pride, malo kaj pokomentira, malo nas posluša, malo spodbuja in smo mu zato zelo hvaležni. Zahvaljujem se pa seveda tukaj vsem vam, ki ste nas prišli poslušati, spodbujati, da bomo imeli še naprej voljo, pa še naprej tako igrali kot do zdaj, ali pa še malo boljše. Hvala vsem. Tudi mi, Francetovi orgličarke, pa orgličar se Olgi najlepše zahvaljujemo za to, da veliko svojega časa, ne rečem prostega, ker prostega sploh nima, preživi z nami, je zelo inovativna, ona ima pravilo besede, ne zmorem, nimam časa, pri njej ne obstajajo. Zato, Olga, ti hvala. Jaz mislim, da imamo še rožce. Saša, boš povedala? Ja, Marija pa Martina naj se pridružita, se pravi, gospe, ki sta nam lepo okrasili oder. Če sta tukaj. Že drugo leto sta nam okrasili na prvem koncertu prav tako. Vsako leto smo veseli, kadarkoli jih vidimo in vsakič jih prosimo. Okrasitev njuna je enkratna, nikoli jih ne bomo pozabili. Velikokrat so prezrti tudi tisti, ki nam pomagajo brez vseh problemov, prostovoljno. In ena od teh je fotografinja Anita Habjan. Še ena se skriva tam je zadnji, ki nam je tako lepo poizvala program. Majda, pridi. Na takem lepem koncertu je z veseljem povezovati program. Hvala. Vsem ostalim, ki ste kakorkoli prispevali, se pa tudi iskreno zahvaljujemo, predvsem pa ekipi Kulturno-umetniškega društva Franc Koblar, ki so zdaj 2 dni kar fejst delali, da so nam pripravili vse potrebno, tako da tudi njim en velik aplavz.